izjemno pogumni ljudje ste, da ste premagali to vremensko situacijo in prišli do Goge. Kaj naj vam rečem, zaploskajte si, no? Res? To je drugi večer festivala Novo mesto Šort. Včeraj smo začeli s pogovorom z Veliborjem Čoličem. In če smo včeraj začeli z njim, zakaj ne bi tudi danes, ne? No, včeraj smo imeli tudi zelo žlahten in zabaven damski pripovedovalski večer. Jedrt je recimo nastopala in je danes tudi tukaj. Lepo od tebe, Jedrt, da si spet prišla. Nastopala je tudi Selma Skenderovič, Ksenija Horvat in Klavdija Kotar. Danes pa začenjamo z Veliborjem Čoličem. Če ga mogoče kdo še ne pozna, rojen v Jugoslaviji, dezertiral iz vojne, prišel v Francijo, ni znal čisto nič francosko, razen 3 bistvenih besed, to vedno ponovimo, Jean-Paul Sartre, naučil se je francosko, ne samo govoriti, tudi pisati in objavlja knjige pri prestižni založbi Gallimard in mi ga prevajamo. Do zdaj smo prevedli 3 njegove knjige, Sarajevski omnibus, priročnik za izgnance in letos povsem svež prevod knjiga Odhodov. Velibor Čolič ni prvič v Novem mestu, je tako rekoč že goden začasnega meščana Novega mesta, takoj za Ahmedom Buričem Buretom. To večkrat ponovim, tako da skoraj Novomeščan. Velibor bo govoril v jeziku, ki ne obstaja, ga pa vsi razumemo. Velibor Čolič. Dobro večer. Kao prvo, nažalost, otkako je Branko Đurić, zvani Đuro, došao u Sloveniju, mi svi Bosanci moramo pričati viceve po Sloveniji, tako da ću ja početi tako, pa da se toga riješimo. To je u stvari priča, čovjek zove telefonom i kaže, jel vi pomažete alkoholičare? Ovi mu kažu da, dobili ste pravu adresu, mi pomažemo alkoholičare. A kaže, a onda, ajde recite me, molim vas, kako se pravi mojito? Pomaže alkoholičar. U stvari, Jedrt kad mi je napisala, bilo je nešto na slovenskom, znanje, neznanje, znanje i manje, pa sam se ja odlučio da se bavim onim što me se tiče, to je oko jezika. Znanje je moć, neznanje je moć, jezik, bez jezika nismo ništa, bez jezika smo glupi. I sa jezikom smo često glupi, ali dobro to. Hemingway je rekao, treba 2 godine da se naučimo pričati, 50 da se naučimo šutiti. Počeo jednom priča, imaju 2 internacionalne priče, kratke, jedna je malo duža, koja je isto internacionalna, ali koja se dešava tu gore. Kako se zove onaj kulturni centar? Janez Tvrdina. Tvrdina kao tvrdina. Pa prva je priča, ima taj legendarni Bosanac Suljo Sulejman, kad ga ljudi pitaju, Suljo je svetski čovjek, naravno, kaže, ljudi pitaju, jel Suljo, koliko ti jezika pričaš? Kaže Suljo, 8. Koliko? 8. Kažu ove, onda ako pričaš 8, ajde nam reci onda dobar dan na talijanskom. Kaže Suljo, bonjour. Kaže, nije to talijanski, to je francuski. Kaže Suljo, onda 9. Kaže Suljo, onda 9. Druga priča je malo više lokalna, iako su u pitanju 2 velika intelektualca koje gostuju ovdje. Jedan je bosanski doktor Ahmed Burić, a drugi je francuski intelektualac Velibor Čolić. 2020. je godina, treba da se igra finale Kupa šampiona PSG Bayern. Mi ne znamo gdje ćemo gledati utakmicu. Bure, ja ovaj kafić nema, onaj kafić. Jednom momentu onaj tamo kafićića možda ima tu tom kod Janeza. I vozimo mi, noć pada, policija.
Krečan, je zaustavila nas policija. Obično ima onaj simpatični i zajebani policajac, ova obojica zajebani, neki štrumfovi tamo. Jedan kaže lične karte, a drugi kaže balone, one za pijance, za duvanje. Evo sad jezik, i rekao ja tiho, Bure, to znaš šta, Bure, ajmo ovako, ja ne znam slovenski, a ti znaš. Prvo ću ja probat da nas vadim, ako to propadne, onda ti uleči sa slovenski. Lične karte mi dajemo, policajac gleda. Ja njemu kažem, ako pogledate malo bolje, probam ja, jel? Rekao, gospodine načelniče, nešto ja lažem, njemu ne. Potpukovniče, ako pogledate malo bolje, vidjet ćete da sam ja Francuz. Kaže on, to jest problem. Mamu mu kaže, ko da je prava, moja lična karta. Kaže, ko da je prava. Pa jeste prava, levo, desno. A Bura ima ovu bosansku. Uzeo bosansku i gleda i viče, otkud vas dvojica u Schengenu? Ne u Sloveniji, ne u Novom, otkud vi u Schengenu? Pa reko, mi smo, onaj koji ne zna slovenski, to jest ja, Slovenac čuti, mudri Slovenac Bure, šuti. Rekao, mi smo u književnici, dobro kažu, književnici, on dalje gleda ova moja francuska, nešto sumnjivo, dobro napravila sumnjivo. Rekao, mi smo u Gogi ovde, na rezidenciji. Kaže ovaj drugi, gdje ste vi? Pa rekao, u Gogi pisci. Kaže, je li to tamo gdje radi Vesna? Rekao, jes, a kaže, znam. Kaže, on znam gdje je to, dobro je. Tu smo mi položili. Živa istina. Kaže, znam u redu. Nastavlja sad. I ovaj je navalio na balone. Da duvamo za alkoholičar. Rekao, gospodine pukovnič, ja podižem, gospodine zamjeniče generala ovog svih Bežigrada, mi smo pili koktu. Rekao, znam da ne izgledamo tako, kao oni koji piju koktu, to je novo za nas, ali smo pili koktu. Rekao, da se uštedi ovim slovenskim, kako se zove, poreznim obveznicima, džabe ćete baciti balone, kažemo, morate vi balone s takvim licima, su odmah balone. I u jednom momentu vidim ja da ne pali moj hrvatsko, bosansko, lijevo, rekao, Bure, ajde slovenski. Pojavio se Bure, koji pre slovenski viče, gospodin načelnik, volite glazbo? Kaže, on volim. Znate ono črna kitara, to? Kaže, znam. Kaže, pa mi sviramo sa Kreslinom. Rekao, i ja sviram sa Kreslinom, onu najmanju gitaru, najlošija, ali kao može pomoći. Kaže, on ne može ni Kreslin pomoći, baloni. Produvamo mi te balone, negativno. Njemu žao jebi ga, gleda, vidi, ništa pili, slobodni ste, sjedamo na biciklu, rekao, Bure, dobro smo prošli, a mi sad na pivu da popijemo. Jezik je tu nas spasio, tamo gdje je Vesna i Vlada Kreslin malo su zapeli, jezik nas je spasio. Imaju mnoge priče o jeziku. Mene ponekad pitaju na kojem jeziku sanjam. Rekao, ne sanjamo u jeziku, sanjamo u situacijama. Znanje je potrebno. Neki ljudi lakše uče, neki ljudi teže uče. Oni koji najbolje, daću jedan primjer koji su najbolje za kraj, jer sam ja pred kraj ne spa, je ta mitska supruga od Sulje, koja se zove Fata. I koja dobro uči, jel? I kaže, bio je Suljo na jednom dugom službenom putu, vrati se kući i sa ženom Fatom, kako da kažem, dobro, svi smo odrasli, i kako da kažemo, i Fata zna svašta u krevetu. Kaže, Suljo, kako to sad? Pa kaže ona, dragi moj Suljo, dok si ti bio na tom dugom službenom putu, ja sam stalno gledala porniće, pa naučilo. Kaže, Suljo, pa gledam ja utakmice stalno, ali ne igram ko Messi. Mislim da
Šefica reći, ja mogu 100 sati. Ja mislim da je to otprilike. Vidjeli ste koji su to odnosi sa jezikom, kako su se dva vrsna i mudra intelektualca spasila da odu na pivo, kako je policija slovenska pravi štrumfovi, ne neki neozbiljni. I učite jezike, putujte, pa se možda negdje nađe talijanski, francuski, pa da znamo sve jezike. Hvala lijepo. Merci beaucoup. No, pomaga tudi, če boste v Novem mestu zašli v težave, da poveste, da poznate Vesno, pa bo vse v redu, ne? Edina dama, edina gospa nocoj je nam že dobro znana Suzana Tratnik. Prevajalka, pisateljica, lezbična aktivistka. Prejela je marsikatero nagrado, ampak eno bi prav rada izpostavila. Bila je namreč prva prejemnica nagrade, ki jo podeljujemo v Novem mestu za najboljšo zbirko kratkih zgodb. Noben glas, je tako? Za nas je prevedla tudi Noro Verde, zelo dobro knjigo. Dostikrat je gostja pri nas, edino, kar še nimamo, je tvoja knjiga, Suzana. Tako da ponovno dobrodošla gospa Suzana Tratnik. Dober večer vsem skupaj. Jaz sem zdaj v bistvu v prvi situaciji, da ne berem, ampak vseeno imam očala, ker ugotavljam, da tudi ljudi že slabo vidim, ne samo tekst. Jaz kot otrok sem zelo rada poslušala zgodbe, ko so bile nekako na meji, ti, ki ne veš, a je res ali ni res, pa da me je bilo malo strah, to mi je bilo vodilo, če me je bilo strah, je bila zgodba zelo dobra. Ampak za začetek bi rada povedala nekaj o frekvencah, ki so vse okoli. In kot veste, so frekvence, ki jih ne slišimo. Ne. Slišijo jih živali mogoče, naši kužki, pa naše mačke in otroci in najstniki slišijo frekvence, ki jih mi starejši več ne slišimo, ne, ampak lahko njim nagajamo s tem. No, ampak te frekvence, ki so okoli, pravijo, da tam lahko slišimo marsikaj, tudi umrle, recimo, da se da komunicirati. In obstaja zato nek program, ki ga je imela pred leti moja prijateljica Klara, ki je hotela komunicirati z mrtvimi. No, in potem je ona to pokazala, je kupila ta program in zraven je prišel en mikrofon, ki ga je ona tako zabila v eno rožo in je potem ta mikrofon snemal, ko si naštimal zvoke iz okolja. In potem se je to prevajalo, prenašalo v računalnik in to so bili samo eni šumi. Ampak če si zelo dobro poslušal in si trudil, se je tu pa tam dalo kaj razumeti. In jaz nisem nič razumela. Potem mi je pa ona rekla, poslušaj, ker boš slišala, jaz slišim svojo pokojno mamo, ki mi pravi, Klara, prosim te, nehaj. In jaz to poslušam in tako, oh my god, to je to, pa sem rekla, kako? In pa še zdaj ne vem, a je to zato, ker mi je ona rekla, da sem jaz teh šumov nek smisel naredila, ali je res kaj bilo. Kakorkoli. Enkrat gremo me, prijateljice, Klari na žur, pač nekaj pojest in tako. In sem bila jaz, pa bila je Mateja, Barbara in Nina. In mi smo pri Klari in pol rečemo, Klara, dajmo mi probati to tvoje, daj vklopi ta mikrofon pa snemaj, mi bomo pa spraševali te neslišne frekvence nekaj o sebi, recimo, ne. In potem seveda je bilo to tudi malo zabave, ne, in smo spraševali, ne vem, kdaj bom dobila neprofitno stanovanje, a bom koga spoznala pred novim letom, a mi bo Goga izdala knjigo in take stvari. In se mi pogovarjamo in potem to poslušamo in nismo nič razumeli. Tako prav forenzično smo se trudile in je bilo samo eno šumenje in brez veze in potem smo rekli, Klari, kako te uspe, mi se pa tle trudimo, pa nobenega odgovora. In nakar reče Barbara, ne, mi smo neresne, mi se norčujemo iz teh neslišnih frekvenc, moramo to
pristopiti bolj resno in se predstaviti in tako, in potem smo rekli, ok, in je rekla Barbara takole: dober dan, neslišne frekvence oziroma dober večer, jaz sem Barbara, lezbika, socialna delavka, živim z Nino, rada hodim v hribe in rada preurejam stanovanja. In pol tako se vsaka predstavlja, tudi jaz sem se predstavila, dober dan, jaz sem Suzana Tratnik, lezbična aktivistka, pisateljica, tukaj sem s vsemi mojimi prijateljicami, zanimajo me določeni odgovori. In potem je bila na vrsti Mateja in je povedala, jaz sem fizioterapeutka, sem iz Idrije, počnem to in tako naprej. In pa je še Nina povedala, ki je bila še tudi z nami, je rekla, dober dan, neslišne frekvence, jaz sem pa slikarka, pa znam veliko stvari naslikati, pa tudi kaj slišim rada, pa tako, ne. No, in potem bi morala biti na vrsti Klara, pri kateri smo bile, ne. In tistem hipu začne neki blazno zvoniti v njenem stanovanju, ne. In se mi gledamo, in sem se rekla Klari, ja, pa zakaj se ne oglasiš? Pa ona rekla, ja, na kaj? Sem rekla, ja, ne vem, domofon, nekdo ti zvoni. In je rekla, ne, to ni domofon. Pa sem pa jaz rekla, pol je pa nekdo pred vrati. Pa je rekla, ne, to ni ta zvonc. Pa sem rekla, a imaš stacionarni telefon? Nimam. Pa sem rekla, kaj ti zvoni? Je rekla, ne vem. Sem rekla, kako ne veš v tvojem stanovanju? In pa začnemo okoli hoditi, odkje je to zvonjenje. In ugotovi Klara, da je to bila ura na štedilniku. In je rekla Klara, jaz te ure v življenju nisem naštimala, tudi ni bila tip človeka, ki bi štimal uro na pečici. Je rekla, veš, to je štedilnik od moje mame, ker je bilo tudi njeno stanovanje. In pa smo bili tako, ups, a res? In pa je rekla Klara, ne, to se ni moglo zgoditi. In pol je rekla, ali da sem jaz, ali pa Barbara, da smo naskrivaj šle to uro naviti, da jih vse prestrašimo. In sem rekla, oprosti, jaz v življenju nisem navila ure na štedilniku. Sploh pa ne tuje. Mi ne pride na misel, ne vem, kako je to možno. In ona pravi, ne, to sta vidve naredile. In midve tako, vse, ne. In v glavnem potem nas je začelo biti strah in smo rekli, no, zdaj pa konc zabave, pa gremo. Ključno s Klaro, ki je šla drugam spat, si ni upala spat doma. No, in glede na to, da je bila to zima, smo seveda imele plašče, pa na hodniku so bili škornji in Barbara je imela ene take visoke škornje za zavezati gor, brez zadrge, ne, kar pomeni, da vsakič, ko se je sezula, je morala vse tiste vezalke razplesti. No, in ona gre, da se bo te škornje obula in reče, kdo je meni škornje zavezal na mašnico. In so bili tako gor, tam so stali zavezani na mašnico. In potem reče Klara, kaj pa če si jih sama? Pa reče, ne, nisem si jih, zakaj bi si zavezala škornje potem, ko si jih sezuješ? In potem sem jaz rekla, jaz sem to videla v enem filmu, to ni v redu. In nakar je spet rekla Klara, to je Suzana naredila. Sem rekla, nisem. No, in potem si je pač Barbara škornje razvezala, obula in zavezala in potem smo v bistvu skoraj zbežale z tistega Klarinega stanovanja. Jaz sem imela tisto noč ene zelo čudne sanje. Skratka, to je bil dogodek, kjer me je bilo malo strah. Od neslišnih frekvenc nismo izvedle nič in po tistem več tega nisem nikoli poskušala. Tako da bi rada zdaj še povedala, nisem naštimala ure in nisem zavezala škornjev. Hvala. Suzana ostaja v Novem mestu, tudi jutri bo naša gostja, ne, na okrogli mizi. V programu je bila Irena Urbič, ki se je tega zelo veselila in zelo je bilo strah, blazno je vadila, skozi me je klicala, kaj se zgodi. Irena Urbič je zbolela. In to zvem jaz včeraj zvečer. In moja edina in prva misel, kdo bi bil lahko namesto nje, da lahko takole vskoči, in je rekel, ja, je Marjan Dović. Tisti, ki ga ne poznate, literarni zgodovinar, raziskovalec, zaposlen na ZRC SAZU, glasbenik in reden obiskovalec Goge. Vedno, ko sta z našim Jurjem naredila razstavo o cenzuri v Nuku,
je Marjan to tako razlagal, da sem si mislila, kako nisem prej že pomislila, da bi ga povabila na pripovedovanje, ne. Zna govoriti, dobro govori, nastopa na odru in danes zjutraj je rekel ja, tako da prosim velik aplavz za Marjana Doviča, ki je vskočil danes zjutraj in bo prvič to delal. Ja, hvala lepa, Edrt. Se mi zdi, da mi je nekdo že 2 leti nazaj grozil, da bom moral na tem večeru nastopati, tako da teoretično sem imel nekaj časa za pripravo, ne? Ampak res pa je, da sem v bistvu danes zjutraj vskočil, tako da upam, da vam bo ta zadeva, ki jo bom danes povedal, všeč. Edrt je namignila, da bi lahko govoril o cenzuri ali pa o kakšni drugi zadevi, s katero se ukvarjam, recimo nacionalnih pesnikih ali pa kaj takšnega, ampak meni se enostavno življenje literarnega zgodovinarja ne zdi dovolj zanimivo za tak tip večerov, tako da zdi se mi, da imajo avtorji bolj razburljiva življenja, zdajle smo slišali 2 recimo, literarni zgodovinarji pa ne. Mogoče bi iz svojega glasbenega življenja lažje kakšno zgodbico povedal, ampak sem se odločil, da se preselimo nazaj kakšnih 25 let v preteklost, recimo v študentska leta, tako zlata 90 ali kaj bi rekli. Se mi zdi, da se bomo vsi bolj zabavali, jaz in upam, da tudi vi. To so bili pa časi, ko smo živeli še lepo v enem čudovitem, čeprav takrat precej razsutem stanovanju v Ljubljani na Žabjeku 3, ko sem bil še študent seveda filozofske fakultete. No in lahko si predstavljate, da je na Žabjeku 3 imel sedež tudi band Žabjek Trio, seveda z inovativnim imenom, v katerem sta bila poleg mene še obetavni slovenski pesnik in bodoči ustavni sodnik. No in mi smo tam seveda igrali jazz in tako naprej in swing in tako. In sicer so pa v tem stanovanju na Žabjeku živeli še kolegi cimri, no in enkrat je bila situacija, da je en cimer se nekam drugam preselil in Žabjekovci smo potem zasnovali plan, kaj če bi mi za hec dali eno glas, da enega študenta, jazzerja dobimo, da bomo malo džemali in tako naprej. In res tako taka nabrita ideja, damo res v glas, ne vem kam v delo, nekam smo dali v glas. In res, ravno takrat smo dobili fiksni telefon, prosim, to je bila izjemna pridobitev, tako da so ljudje lahko klicali na telefon. Ja, živijo, jaz sicer ne igram jazza, študiram to in to, ampak sem full fan, pa to bi lahko vse. Seveda cena je bila ugodna, lokacija je izjemna, ker to je bilo to stanovanje je bilo blizu faksa in seveda je bil to žurplat za celo generacijo komparativistov in tako naprej. No in seveda je bil naval pravzaprav na ta oglas, ampak čez nekaj dni se javi nek tip, nisem jaz klica sprejel, ampak eden od cimrov in pravi, ja, jaz sem pa že 2 plati ven, ne. Mislim, roke gor, straho spoštovanje, mislim, v Sloveniji ne vem, koliko je bilo jazzerjev takrat, mislim, takih svojo ploščo, ne vem, če je bilo 5, ne. V redu, kdo je ta tip, ne, sem bil poln pričakovanja. No in potem pride ta tip res na pogovor, recimo mu David, ne, bil je iz ene druge slovenske regije in okej, super, zanimiv, tako se pogovarjamo. Sicer se izkaže, da ni študent, se pravi, ne ustreza čist mogoče pogojem razpisa, ali kako bi rekli, ne. Ampak okej, v redu se pogovarjamo, se izkaže, da nekaj dela, no, ampak pride on se počasi pač priseli na Žabjek in potem se dobimo Žabjekovci na tem dolgo pričakovanem jam sessionu in seveda popolna katastrofa. Tip sploh ni imel pojma o jazzu, ni vedel, kaj je forma, ni znal bluza zaigrati, ne. Igral je neke dominantne, takole je pel s takim globokim basom. Oh, my little baby doll. In pač to je igral in tako, ne. Skratka, si niso mogli kaj dosti pomagati, tako da, mislim, če bi takrat z nekaj objektivne distance pogledal, bi rekel, da je bil ta, mislim, oglas popolnoma neuspešen, ne. Ampak David je bil, recimo, vseeno nekako zelo simpatična oseba in smo se na nek način, vsaj na začetku, kar dobro razumeli. No in na neki točki David ugotovi, da imamo mi dol tam v pritličju nek sicer precej razsut depo, ki bi se ga dalo pa po njegovem mnenju spremeniti v trgovinco, v kateri bi prodajali, ne boste verjeli, rabljene usnjene jakne. In še odkot bi jih pa dobivali te rabljene usnjene jakne? Iz Amsterdama. To je bila njegova poslovna zamisel in on me je seveda hotel zvleči v španovijo, da bi midva šla v ta poslovni projekt.
Jaz sem bil, kaj sem, to so bila ta 90, vsi so neki grabali, certifikati so bili v zraku, kapitalizem je prihajal. Celo mlad študent komparativistike, neko bolj duhovno bitje, ne, se pravi, sem vzel papir in sem delal kalkulacijo, sem rekel, kako bi bilo to res možno, da bi taka trgovina laufala, in sem naredil neko kalkulacijo, finančno konstrukcijo, ki sploh ni držala vode, ne, mislim, ker absolutno je bila preoptimistična, ampak kljub temu je bila zadeva zelo na tankem ledu, ne. Tako da mislim, da sem celo ugotovil, da zadeva ni najbolj optimalna. Namreč David je hotel, da gremo v Amsterdam pogledat to imenitno tržnico. Marjan, kake jake, to ne moreš verjeti, kake jake. In on je bil res fan tega usna in to. In okej, se malo pogovarjamo in seveda moja punca Tina, pa še ena prijateljica Urška, obe sta tukaj danes, da podoživljamo še skupaj to avanturo, se nekako pogovarjamo, pa pejmo v Amsterdam, noben od nas seveda še ni bil v Amsterdamu, zadeva je privlačna, David je trdo, da pozna tam cel kup ljudi, da ima the best friende v Utrechtu, ki nas sam komaj čakajo, da pridemo, ne. No in res v redu se odločimo, da gremo, potem se pa začnejo kopičiti problemi. Prvi problem, David dela in on bi šel v petek šele po šihtu, se pravi, ob 3 krenemo in pa se celo noč vozimo, pa se ni problem, saj smo mladi, ne. Se bomo izmenjevali, si jaz mislim. Ja ne, človek nima izpita za avto, ne, jaz moram voziti, ne, mislim, imamo, okej, ampak se zmenimo, se usedemo končno mi 4 v Fiestico, ki smo imela midva s Tino, in se pač tisto popoldne podamo proti Amsterdamu. Nekje pri Münchnu, tako po noč, tako oni Audiji šibajo 200 po desnem pasu, naliv, jaz se niti 100 ne upam z ono kantico voziti. Vprašam Davida, ampak kaj pa je rekel ta tvoj friend, mislim, mu je res tako okej, da pač kar 4 uletimo tako za 3 dni, ne. Rekel, ne, se jaz ga sploh nisem klical. Jaz sem rekel, kako, mislim, kaj pa če se je preselil, mislim, kaj, ne vem, mislim, ne, mi smo full the best friendi, neki forbidden fruits of society, neki so ga skupaj žurali 2 let nazaj in so se totalno zaštekali in tako. Okej, v redu. Mi nekako tole vožnjo pretolčemo, ne, mislim, celo noč voziti, tega ne priporočam v principu 14 ur ali koliko je do Utrechta. No, David me je skozi bodril, ne, mislim, da je bilo geslo, je bilo, Marjan, ti si asfaltni volk. Ne, torej, jaz sem bil res jagnje, ko sem pripeljal do Utrechta in tako ob 10 zjutraj se mi parkiram pred neko vrstno hišico nekje v predmestju in mi 3 v retrovizorju opazujemo sledečo sceno. David trka na vrata temu svojemu frendu v Utrechtu in mi seveda smo obupani, se to ne bo, se pa se je preselil že karkoli, ne. In dolg časa nič, ne. No in potem se pa dolgolasec le pojavil na vratih in seveda je dal Davida je brcnil v rit, ne, mislim, jasno, da nas ni sprejel, ne, v svoj hotel. In jasno, David pride nazaj, mi smo bili besni, bolj ali manj, ampak ne, saj imam jaz drugo rešitev, gremo mi v skvot, jaz imam tam ful hude frende. Gremo mi v skvot, v redu, to zadeva je uspela, priznam, jaz sem to edinič skvotal v življenju, bilo je čisto okej po svoje. Tisti dan smo rabili, da vse pridemo od te vožnje in tega. No in naslednji dan pa seveda dan D, gremo v Amsterdam. David nas je gnal že zjutraj na prvi vlak, ob 7 zjutraj. Če je kdo bil ob 8 zjutraj v Amsterdamu, bo vedel, da tam ni nič, ne. Vse trgovine so zaprte, bari so zaprti, ne moreš na kafe. In ko smo pripešačili do tistega Bolšjaka, kjer so te slavne jakne, seveda tudi ni bilo tam še nič, ne. Tako da smo potem postopali okoli, dokler ni počasi oživel ta Bolšjak. No in potem seveda tam ponudba jaken ni bila tako bajna, ne, seveda, jaz sem si eno za domov kupil, ampak zadeva ni bila pač zrela za biznis, ne. Jaken ni bilo, torej so bile pa mizice. In sicer 3 mizice, take, saj ne moram reči, zelo, zelo lepe, taki antični komadi, ne mislim antični, pač antikvitete. Mogoče 1 krat 1 je bila največja in potem 2 sta se pa not zložili tako s takimi nizkimi nogicami, lepo izrezljanimi in tako naprej. In David se je zapičil v tiste mizice, da jih bo on kupil. Ker smo mu mi poskušali razložiti, da je težava, ker ne vem, ali bo šlo to v tem majhen Ford Fiesto, imamo še svojo prtljago, pa poleg tega ne bi zdaj mi po Amsterdamu cel dan nosili teh miz, ne.
No, ampak ja, no, na koncu skratka se nismo niti zares mislili kupiti jaken, ampak David je kupil tiste 3 mize, no in potem mi smo želeli pa iti pač malo okoli po Amsterdamu in potem smo se seveda majčkeno sporekli in potem razšli, njega smo poslali pač z vlakom domov in s tistimi mizami. Mi 3 smo se pa podali malo okušati radosti Amsterdama. Mislim, ne bom vam zdaj razlagal, kaj smo počeli pač v tem slavnem mestu. Prvič zato, ker mi je čas potekel, drugič pa zato, ker tudi ne vem, kdo vse to posluša. Tako da bom mogoče sam še to povedal, da od takrat naprej, mislim, peripetije z Davidom so se nadaljevale, mogoče drugo leto, če bom, ali pa čez 2 leti, če bom še kdaj povabljen na ta festival, vam lahko razložim. To pa mogoče za konec, da nikoli nisem več šel v podobne, bi rekel, trgovske ali pa podjetniške projekte. Hvala lepa. Tak suspens, preden Igor nastopi. Igorja Berganta seveda vsi poznamo, ne samo kot športnega novinarja, predvsem kot voditelja Odmevov. Novinarja, bom rekla, v najboljšem pomenu stare sorte, za človeka, ki vemo, da raziskuje, da ga zanima argumenti, resnica. Skratka, tako, kot mora biti in kot smo javnega sektorja navajeni. Igor je bil tudi sodelavec našega Tadeja Goloba, ki je bil športni novinar na televiziji, tukaj obstaja kar nekaj zanimivih zgodb. Predvsem mi je pa žal, da ga ne morem napovedati v vseh tistih jezikih, ki jih on sicer zna. Dragi Igor Bergant, oder je tvoj. Guten Abend. Dober večer. Jaz tu ne nastopam kot jaz, kot novinar, was hast du alles gesagt? Jaz tu nastopam kot neke vrste Kunstfigur, kot ena, kako se tem reče, umetniška figura. In to je vse skupaj omaž na mojo omo. Omaž oma, to spada zraven. Ona je celo življenje živela v Marburgu na Dravi in je bila nemško govoreča. Samo slovensko je zelo slabo znala, ker ko je Maribor prišel v Jugoslavijo, se je morala to naučiti, samo ni šlo dobro. Tako da to je pač omaž na mojo omo. Marija Sojč se je pisala, potem poročena Bergant. In ona je govorila z mano v enem dialektu, ki je žal že izumrl, tudi moja oma je že umrla, ki je snja že dosti star. Tako da je to pač omaž tudi na vse mariborske Nemce, ki so pač šli ali so bili odideni in tega dialekta mariborskega pač ni več. Ne? Moram še to povedati, da moja oma se je pač imela za Nemko, kar je bilo logično, ker njena mama, se pravi moja urgroßmutter, je bila Johana z enim takim tipičnim germanskim priimkom Rambovšek. Bila je namreč iz Dunaja. Fota, se pravi moj urgroßvater je bil pa iz kraja Vitanje pod Pachan, torej Pohorje se reče to po slovensko, in se je pisal tudi zelo germansko Sojč, kar se pa seveda rima na Deutsch. Tako da je pač jasno. Ne? Še to je treba povedati, ne, da vsi tisti pač Maribor, ja, Maribor, drugo največje slovensko mesto. Zdaj, originalno je bil Maribor seveda Marburg. Ne? In tudi slovenski prebivalci mesta, bilo jih je bolj malo na začetku, so rekli Marburg. Potem je prišel pa Stanko Vraz, en pesnik, ki si je dobesedno zmislil, je rekel, pač morajo Slovenci tudi imeti eno ime za Marburg, ne? In še sama sreča ali pa škoda, da je bil Maribor že takrat bolj malo mesto, ne? Ker če bi bilo večje mesto,
bi se zdaj naš gost iz Bosne in Francije lahko ponašal z imenom, ne, našega mesta. Če bi bil Maribor večji, bi bil Velibor. Ne? No, na koncu se je Vraz pač odločil za Maribor po vzoru na eno mesto. To je, iz šoka vam je to dol padlo? Ne? Pač Brandenburg se je reklo po polsko oziroma po lužiško-srbsko, Branibor, pa je potem on rekel, da bo to Maribor. No, kakokoli, zdaj vi ste rekli, Jedrt je rekla, treba govoriti o lenobi kot gibalu razvoja. Zdaj, moja oma bi na to rekla, to je unfuk. Ne? Traparija je to, se reče po slovenski, to je neumnost. Zdaj, vse se da razložiti tudi, to bi mogoče gospod Čojič tudi rekel, skozi jezik. Ker, gledajte, materin jezik moje ome, se pravi, v bistvu je bil to tudi materin jezik mojega fotra in se pravi, fotro jezik mene. Ne, zdaj, nočem biti klugšesa, kar je zelo ena lepa beseda nemška, v slovenščini se to prevede pametnjakovič, kaj je pa tipično za Slovence, vse, kaj je tako slabo, je na ič. Ne? No, kakokoli, skratka, ne bom klugšesa vam to zdaj dokazal vam skozi jezik, ker seveda uradni jezik pridnosti je nemščina, logično. A kdo ve, kak se reče po nemško len? Faul, točno to. Ne? Se pravi, a veste, kaj še pomeni faul v nemščini? Vidite? Na faul ni napaka, gnil, ne? Faule eja, gnila jajca. Ne? Se pravi, v nemščini je faul, se pravi, biti len je isto kot biti gnil, isto se reče. Ne? V slovenščini se reče, ali pa tudi v drugih jezikih slovanskih, ne, len, ne, to je, skoraj se že sliši kot lep. Ne. Pri Nemcih je to jasno, kdor je faul. Ne. Še Angleži so to prevzeli, ker imajo v fuzbalu, ne, imajo faul, pomeni prekršek, logično. Zdaj, lazy se recimo rima na crazy, ne, se pravi, tudi ni nekaj pozitivnega. In recimo človek, ki je priden, ne, fleißig, ne, fleiß se rima na kaj? Ne. Šajse je ženskega spola, prosim. Ne? Fleiß se recimo rima na švejs. A veste, kaj pomeni švejs? Jo, ne? Tako da, fleiß, švejs. Kaj se pa recimo v slovenščini rima na znoj? Eksakt, gnoj. Ne? Zdaj, Slovenci radi filozofirajo, zato je najbolj znani Slovenec seveda tisti Vivek. Pri Nemcih, oni so tudi filozofirali, bolj problem ni bilo toliko pri Nemcih filozofija, kot potem tisto, kar so na temelju raznih filozofij naredili. Ampak, kot rečeno, Nemci so izumitelji pridnosti in pri Nemcih nimate lenobe. Ne? A veste, kdo si je v bistvu zmislil pridnost pri Nemcih? Ne? Poznate Martin Luther? Saj protestanti so tudi veliko naredili za Slovence, samo so jih Slovenci hitro, ne? Toliko so jim še dali cajta, da so napisali knjige, pa nekaj naredili, potem so te knjige pač katoliki radi sežgali. Ne? Ampak veste, kaj je rekel Luther? Ne? Luther je gledal te menihe, ne, ki so samo molili cel dan, pa nič delali, je rekel, pa to je unglaublich, ne? Kakšna Faulheit. In on je rekel, der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen. Zna kdo to prevesti? Človek je rojen za delo, tako kot ptica za letanje. Točno to, a ste vi tudi malo Nemka? Ok. Ne? In on je to protestantsko Arbeitsethik uvedel. Ne? Do takrat so tudi Nemci bili malo faul, pa to pa pol je bila ena velika borba med protestanti pa katoliki, pa je bilo tako, da na koncu je bil rezultat unentschieden. Ne?
1:1 oder 0:0 ali pa pač tistih 5 milijonov proti 5 milijonov, ko so se pobili med sabo. No, in v Sloveniji pa seveda jasno, pa so zmagali katoliki. Tako da to je pač tako bilo in seveda zdaj Nemci so pač tudi zelo, kako se reče, eksaktni in zelo konsekventni, če to ni ravno nemška beseda, konsekvent, ampak nima veze. Ne? In so seveda potem to delo vzeli zelo resno. Ne? In v bistvu so pač protestanti zmagali s to etiko, ker pol so Prusi, die Pressen, kako rečemo mi, so v bistvu potem zmagali in so pač vsi Nemci morali začeti delati. Ne? Mislim, celo tako je bilo, da so pač tako pretiravali, da je potem postalo že res malo nerodno, ker so vsi mogli delati, pač seveda na temelju dela in vsega tega in pridnosti temelji kapitalizem. In to pač nekaterim ni bilo najbolj všeč in se je potem pojavilo tudi, no to je pač ta Schwiegersohn od Karla Marxa, ki je bil tudi malo Nemca, ne, je celo, to je bil en Paul Lafargue, je rekel, da mora biti tudi das Recht auf Faulheit, se pravi, da mora obstajati tudi pri delavcih pravica do lenobe. To si je lahko samo Francoz mislil. Skratka, že po jeziku vam pove, da Nemci smo, pač zdaj govorim o imenu moje ome, pač rojene Sojč, mama je bila Rambošek, iz Maribora oziroma Marburga, ne, da gledajte, ta teza, ne, da je lenoba gibalo razvoja, je, kot rečeno, Dummheit. Ne, die Faulen, se pravi taleni, ne, so vedno tisti, ki pač živijo malce bolj južno in zdaj to verjetno tudi Slovencem rado gre z jezika včasih, ne. Vse kako pravijo, ne, Srbi pravijo, ne, što južnije, to tužnije, ne. Oder in Deutsch sagt man, je südlicher, desto trauriger. Ampak zdaj, če smo čisto resni, in to bi rekla moja oma, ne, Faulheit als Fortschritt, se pravi lenoba kot razvoj, to je vedno samo eine Ausrede, izgovor. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Hvala lepa in lepo se imejte, pa delajte. Ker tako boste prišli tudi v paradiz, to je rekel Luther, ne, da tudi v paradizu se dela. Ne, še lepše vam bo pa v paradizu, če boste tudi že tudi kaj naredili in delali. Skratka, lepo se imejte, radi se imejte, pa delajte.